Ja, dober dan. Tole je Audi A5 Avant TDI Quattro, pa tudi 7 stvari, ki jih moraš o njem vedeti. Ena, Audi A4 je zdaj Audi A5 in to, kar dela Audi z imeni, je brez veze. Zmedeni smo. Spet, je res ali ni res? Dva, če vprašaš mene, A5 Avant zgleda krasno. Prtljažnika je za 448 litrov, kar je povprečen podatek. Ampak takole, ko pogledam kakšne posebne panike, po moje vse ne bo. Pa še neki, avto je med prehodom med generacijama zrasel vse smeri. Veš, kaj to pomeni? Da je pa prostora v kabini, sploh v drugi vrsti, več kot kadarkoli prej. Mislim, nekje se mora poznati. 3. Kokpit je popolnoma digitaliziran in na nek način vrhunski. Zaslon številka 3 je stvar doplačila. Občutek tukaj noter je super, vse skupaj je dobro narejen, dobro zgleda, ampak piano plastika, to pa ni nič premium. 4. Poganja ga dizel, v resnici je hibrid in celoten sklop lahko samo pohvalim. Odzivnost, uglajenost, poraba, vse je top. 5. Ta avto se pele vrhunsko. A veš, kako bere cesto? Jaz sem bil kar malo šokiran. Vem, da ima doplačljivo športno podvozje in da to najbrž naredi veliko razliko. Ampak vseeno čutim vsako luknjico, vsak kamenček, plus kako hibridna tehnologija sodeluje. Dizel, elektrika, v kombinaciji s Quattrom pa stari vrhunsko. 6. Takšen TDI Quattro 150 kW, 204 konje v osnovi košta švoh 56 jurjev. Testen avto, zelo veliko opreme, tudi S-Line paketom, pa 101 stvarmi, pa športno podvozje, pa tako naprej, 77 000 evrov. Pa še 7. A ti veš, da tale avto mene na en hecen način kar mal pomerja? Tako, ena taka digitalno naravnana stara šola. V bistvu že dolgo časa nisem peljal tako dobrega karavana. Ajde. Čau. To, da je dal pa Audi tole shiny konzolo semle, ki je pa skozi po nepotrebnem šlatam, ki veš čas mislim, da šipe odprl resnico, pa zdaj ta stikala pomakne nazaj, to je pa... Až se ti ene stvari lahko na nov narediš. Sam to je dober dokaz, da to še ne pomeni, da je tudi boljše.